Evropa osebno. Mesto Širaz v Iranu je poznano tudi kot mesto pesnikov. Tam je bila rojena tudi Sara Afzali. Prihaja iz umetniške družine, da bo pisala poezijo, pa je vedela že precej zgodaj. When I was just 11 years and 12 years old, I got Pri 11-12 letih sem sodelovala na šolskem tekmovanju v poeziji. V konkurenci iz celotnega Irana sem zmagala, torej bi lahko dejala, da sem pri 12 postala pesnica. Pred študijem v Teheranu je mladost preživela v mestu Abarku v osrednjem delu 90-milijonske države. Tam stoji tudi veličastna perzijska cipresa, ki naj bi bila stara več kot 4000 let. V mlado državo Slovenijo se je najprej odpravila za nekaj mesecev, da je preverila, kakšno življenje jo čaka. Zatem je sprejela odločitev, da se preseli k zdajšnjemu soprogu. from Iran. It's over 7 years moved to Slovenia. Pred več kot 7 leti sem se iz Irana preselila v Slovenijo. Ni bilo preprosto, večkrat je bilo težko, ampak po 7 letih lahko rečem, da je Slovenija postala moj dom, Ljubljana je moje mesto. Ljubljana became my city. Pravi, da bi težko živela v kakšni drugi evropski državi, obenem pa priznava, da privajanje na novo kulturo ni bilo enostavno. In my country, actually, I worked a lot and I had at least V Iranu sem veliko delala. Nekaj sem pomenila na svojem področju, naj bodo to knjige ali razstave. Ko sem prišla v Slovenijo, pa sem bila nihče. Sem pa najbrž edina v Sloveniji s takšnimi znanji, ki prihaja iz Irana in govori farsi. Rada bi čim več delala. nature and this peaceful country. Narava je krasna, država je mirna, naslednja točka so ljudje, ki so nadvse prijazni. Všeč mi je tudi tukajšnja umetnost. Je pa res, da so ljudje tukaj sprva zelo odprti in dostopni, dolgoročnejši odnos pa je težje vzpostaviti. Vsaj sama imam takšne izkušnje. Slovenija je skratka čudovita država s krasnimi ljudmi. It's very beautiful country and with beautiful people. Čudovite in raznovrstne pokrajine je vajena že odprej, je pa res, da je Iran precej večji. Maybe when we say Iran to somebody from Europe, Ko Evropejcem omenimo Iran, marsikdo najprej pomisli na puščavo, ampak več kot polovica Irana je goratega, vrhovi so tudi višji kot v Alpah. Pokrajina je torej drugačna in zelo raznovrstna. Imamo tudi gozdove, morje, Perzijski zaliv, Kaspijsko morje, Omanski zaliv. Imamo veliko vsega. Za Irance pravi, da so bolj odprti in prej zaupajo človeku. they are more open, they can trust maybe easier. Strinja se tudi, da sta prijaznost Irancev in njihova pripravljenost pomagati brezmejni, poudarja pa njihov ponos. Very proud of the history. Ljudje so zelo ponosni na svojo zgodovino, na Perzijo, civilizacijo, imperij. Globoko vez čutijo s preteklostjo, je del njihovega genskega zapisa. Ozemlje današnjega Irana so skozi celotno zgodovino napadali, naj bodo to Mongoli ali Arabci. Zavojevalci so ubili veliko ljudi, si prisvajali ozemlja, ampak na koncu so se prilagodili perzijski kulturi. Pesnica, pisateljica, prevajalka, novinarka in multimedijska umetnica Sara Afzali zaskrbljeno in pretreseno spremlja razmere v svoji domovini, ki jo je nazadnje obiskala januarja, ostaja pa v stiku z družino in prijatelji. People are tired. Ljudje so utrujeni, številni so izgubili upanje. Ta hip je zelo težko. Ko bo te vojne konec in se bo življenje vrnilo v normalo, se bomo morali ukvarjati z ljudmi, z vzpostavljanjem družbe na novo. Veliko je namreč psihično, fizično in nasploh zlomljenih že dolgo časa. Uničili so družbo. Poudarja, da je iranska družba izjemno raznovrstna, da razmer ne želi poenostavljati in da ne more govoriti v imenu vseh. Prepričana pa je, da intervencije od zunaj nikakor ne pripomorejo k bolj svobodnemu Iranu, za kakršnega si prizadeva civilna družba. If somebody is saying from that attackers is saying we did this war because for freedom for Iran, that is not true.
Če kdo od agresorjev reče, da je vojno sprožil, ker si prizadeva za svobodo v Iranu, to ni res. Dejansko z vojno zdaj počnejo popolnoma nasprotno. Zaradi vojne je namreč morala civilna družba stopiti korak nazaj, del prizadevanj je šel v nič. V prihodnosti bomo s svojim bojem morali nadaljevati slabšega izhodišča, še bolj bo treba delati. Zdaj pa se razmere ne spreminjajo na bolje. Gospodarstvo, človekove pravice, vse se slabša. Inflacija je visoka, številni so izgubili službe, delavci so ostali brez bombardiranih tovarn. Če kdo od zunaj torej pravi, da z vojno osvobaja Iran, to preprosto ne drži. Vojna pa ima večkrat tudi popolnoma nasproten učinek od pričakovanj agresorjev. Velikokrat v preteklosti so se morali ljudje boriti za svoje pravice in položaj, ko se niso strinjali z diktatom oblasti, so se večkrat množično odpravili na ulice. Neprestan boj spremlja našo zgodovino, ampak ko se je v notranje zadeve Irana želel vplesti nekdo od zunaj, smo znali odložiti notranje boje in se poenotiti v odporu. Tudi zdaj so notranje politične razmere zamrznjene. Po napadih se je razpoloženje spremenilo. Smo v vojni in vemo, komu se moramo najprej upreti. Iranka Sara Afzali meni, da lahko v današnjem svetu surove moči in velikih sil svojo vlogo vendarle odigrajo tudi prebivalci majhnih držav, kakršna je Slovenija. Šteje vsak glas tudi običajnih ljudi. Živimo namreč v času družbenih omrežij, ko se ljudje lahko povezujejo, pa naj bo to v Sloveniji ali v Indiji. Povežemo se lahko z vsakomer. Zato država izvora, če tudi je majhna, ne igra odločujoče vloge. Povezave lahko vzpostavljamo z vsem svetom. Vsak glas torej šteje in vsako dejanje lahko ima učinek. Učinkuje pa lahko tudi umetnost. Poetry is not strong like before. Poezija nima več takšne moči kot nekoč. Pomembnejše so postale glasba, skladbe. Ilustracija tega je denimo Nobelova nagrada za Boba Dylana. Poezija torej deluje drugače kot nekoč. Ne pravim, da ne deluje več. Deluje drugače, učinkuje pa še vedno. Nosi lahko izjemno močno sporočilo. Sogovornica skozi poezijo izraža svoje občutja. V njeni pesmi z naslovom Stopnice je omenjen tudi glasbenik Gholam Hossein Banan, eden pomembnejših iranskih pevcev 20. stoletja. Navedena verza sta iz pesmi o ulični prodajalki Hafisovih stihov, ki se v Iranu uporabljajo za vedeževanje. دخترو خود خودش بود پایین تر از 4 راه روی پله مغازه نشسته بود و تا که نگاهش کردم صدای بنان پیچید در سرم خدا بود نشسته بود روی پله تا یادم بیاورد بی خبر از حال ما با 200 ناز و ادا. Mala prodajalka stihov je bila ona sama. Sedela je na stopnicah pred trgovino za križiščem in brž ko sem jo zagledala, mi je v glavi zaigrala Bananova pesem. Božanstvo je sedelo na stopnicah, da me opomni, ne ve, da smo tam. Pocuka me za dlan. Dlan nima glasu. Ima črte kot cesta v puščavi. Seže do podzemne reke, da gremo tja dol po vodo, da se odžejemo. Na mah se domislimo, da smo glas pustili tam zgoraj. Dvigni glas, dvigni roke. Božanstvo je v tvoji dlani. Sedi na stopnicah. Je šlo k podzemni reki, da se odžeja. Da se odžeja. Mala prodajalka stihov. Njeno pesem o uporu in upanju je v slovenščino prevedla Katja Zakrajšek. Z nekaterimi slovenskimi deli in avtorji pa so že seznanjeni tudi Iranci. Okay, Zizek has many fans in Iran, you know, he is like iconic person there, you know. Nad Slavojem Žižkom so številni Iranci navdušeni, med številnimi je nekakšna ikona. V Iranu imamo denimo preveden roman Alamut Vladimirja Bartola, prebiramo pa lahko tudi knjigo Ivana Cankarja, ampak on ni širše poznan. Nov delček v mozaik medkulturnega razumevanja bo prispevala tudi Sara. For example, I'm translator of Jančar.
Zdaj v Farsi prevajam roman Draga Jančarja To noč sem jo videl. No, ta hip smo morali zaradi vojne projekt začasno ustaviti. Sem pa našla založnika v Iranu in računam, da bomo nadaljevali z novim letom. Novo leto torej prinaša novo upanje, do takrat pa ga lahko nekaj najdemo tudi v poeziji.